Poročile na Koroškem radiju. Z vami je Jurij Berložnik. Pozdravljeni! 22. april je svetovni dan Matere Zemlje, a ljudje smo precej neprijazni do našega planeta. Prostovoljcem, ki so pred kratkim ponovno morali pobirati smeti po številnih občinah v Sloveniji, je prekipelo. Na ilegalnih odlagališčih so postavili varnostne kamere, ki so ujele številne kršitelje, in kršitelje bodo zdaj neusmiljeno kaznovali. Pri enem od takšnih kršiteljev je zdaj naš poročevalec Bor Mažina. Torej, Bor, kaj se dogaja? Lepo pozdravljeni, poslušalke, poslušalci. Smo pred hišo osebe, ki je odvrgla kup smeti na ilegalno odlagališče v bližnjem gozdu. Z mano je sanitarni inšpektor Zdravko Čistič. Lepo pozdravljeni, gospod Zdravko. Lepo pozdravljeni. Tu za nama je cel tornjak smeti. Zakaj? Torej, kršitelja, ki je pred nekaj dnevi odvrgel celo prikolico smeti na ilegalno odlagališče, smo izsledili preko njegove registrske tablice in prepoznave obraza. Prostovoljci so to vse pobrali in sedaj smo jih pripeljali k zakonitemu lastniku nazaj. Gre za 45-letnega Rada Smetnjaka. Aha. Ja, kaj za vraga se pa dogaja, šta? Gospod Smetnjak, vaše stvari smo pripeljali k vam nazaj. Kake stvari? Preprosto, gospod Smetnjak. Neke stvari ste odvrgli v gozdu, pa smo vam jih pripeljali nazaj. Gospod Sofer, kar tule na dvorišče jih kipnite, prosim. Stojte, to pa ja ne morete... Čakajte, gospod, saj ste vi Rado Smetnjak, kaj ne? In tole je vas naslov. Ja, samo... Poglejte, tu imam posnetek, ko ste z vašim avtomobilom registrske oznake SG 12Z35 pripeljali smeti na dotično lokacijo in odvrgli pralni stroj, nekaj posode, zakeljne cesa, kar ne prepoznamo, potem so tu se steklenice, nevarna olja, barve, pa cela zbirka albumov Jana Plestenjaka. Jana Plestenjaka si pa jih zabrisal. Če ne nucaš pum, pa jeste to domu nesla. Okej, ja priznam, pa se sem bil jaz, no, ampak pa to ima cel tornjak smeti, pa tega pa vsega pa nisem jaz. Gospod Smetnjak, poglejte, ujeli smo vas na kamero in domnevamo, da ste tudi vse ostalo odvrgli vi. Odkrito povedano, pa nam je pravzaprav vseeno. Gospod Sofer, kipnite, prosim. Pa ne, predvhod! Takole smo vam vas ocenjeno lastnino vrnili, gospod Smetnjak. Zdaj pa se pomenimo, kako boste poravnali račun. Račun? Ja, seveda, globa. 500 evrov zaradi prekrška zoper okolje in prostor, prosim. 500 evrov? Gospod Smetnjak, 500 je globa. 1000 pa znaša prevod. Ampak sej nisem hotel, da mi to sem pripeljate, no. To ni pomembno, gospod Smetnjak. Smeti so zdaj tu, 250 evrov pa vas bo stalo, ker ste pustili lezati nevarne smeti na svojem dvorišču in ste s tem ogrozali sosede. Pa sej ste jih šele pripeljali, no. Žal, odvoz teh smeti bomo lahko uredili cele prihodnji teden. Do takrat pa bodo tu in zato globa. Mimogrede, odvoz teh smeti pa vas bo stal 2000 evrov. 500 evrov pa boste dali prostovoljcem, ki so to vse pobrali, da lahko grejo na eno pico, razumete? Če mene vprašate, je to premalo, ampak naj bo. Ampak daj no... Torej, če se štejeva, gospod Smetnjak, 4250 bi bilo. Najraje bi videl, če bi lahko kar poravnala, gospod Smetnjak. A boste s kartico? Lahko tudi na 4 obroke, če želite. Imamo brez obresti ta mesec. Ne, okej, pa se bom plačal, no. A mi lahko pošljete pol te položnico? No prav, gospod Smetnjak. Zdaj ga pa vklenite, prosim. Zakaj pa zdaj to? Kaj pa sem zdaj naredil? Gospod Smetnjak, zato ker ste namenoma v naravo spustili nevarne snovi, ki bi lahko pristale v pitni vodi, tako bi potencialno lahko zastrupili več 1000 ljudi, obtožili vas bomo torej poskusa ekološkega genocida, za kar je zagrožena kazen 30 let zapora, brez možnosti pogojnega izpusta. Smetenje Torej, zaključim lahko, da bi bilo verjetno za gospoda Smetnjaka bolje, če bi smeti odpeljal na lokalno odlagališče. S terena Bor Mažina, vrtam za resnico. Kazen oziroma vas moramo To so bile poročile na Koroškem radiju. Oddajo so pripravili Jurij Berložnik, Urban Klančnik in Andraž Rus.